Lepo pozdravljeni v tokratnem podcastu. Ko razmišljamo o slogi, eleganci in ženstvenosti, je eno ime pri nas sinonim za vse troje. Metka Albreht. In zelo sem vesela, da jo danes lahko pozdravim v studiu. Metka, živijo. Ja, hvala, kakšen lep uvod si naredila. Hvala ti za to. Ja, v bistvu, veš, že dlje časa sem želela, da prideš v ta studio. Veš, da sva se mečkano tudi lovili časovno, obe kar precej zasedeni in zato sem še toliko bolj vesela, da si vzela to uro časa, da boš z mano, zato ker to, kar sem rekla v uvodu, res izhaja iz mene, ker te res tako vidim in čisto na začetku, ko si prišla, veš, kaj sem rekla, ne, Metka, človek tebe prav mora imeti rad. Oddajaš eno tako nalezljivo posebno energijo. Mislim, veš kaj, vse to, kar si zdaj povedala, mi zelo leska. Ne vem, a se zavedam tega ali ne, ampak enostavno jaz imam ljudi rada. In če nekoga sprejemam, oziroma, tako ti bom rekla, v mojem svetu, moj svet je zelo lep, zelo preprost. In se mi zdi, da si življenje mi sami nekako naredimo, da ga zakompliciramo. In seveda to tudi z leti pol pride, da, kako bi rekla, da poenostaviš stvari. In potem iščeš lepe stvari, lepe lastnosti in zakaj se ne bi imela dobro, če sem te videla, vsa nasmejana si prišla z rahlo zamudo, z opravičilom in s temi toplimi očmi. Mislim, kako bo pa človek tebi zameril, recimo, ne vem, tale minuto zamude. Ne? Se pravi, daš veliko na to, da te energije, ki jih ljudje oddajamo, lahko zelo veliko naredijo, ne? Oziroma tudi tam prvi vtis mogoče. Jaz sem človek, ki mi ljudje zelo veliko pomenijo. Jaz obožujem svoj poklic in res sem se tukaj našla, ker sem rada z ljudmi. Mene ljudje ne izčrpujejo, ampak mi dodajo energijo. Govorim tudi o tistih posebnežih, ker nismo vsi enake sorte, a ne? Ampak enostavno iščem v ljudeh dobro. In mi titula je nepomembna, pomemben mi je človek. In ko ga jaz začutim, točno vem, kaj on tisti moment rabi. A rabi mojo bližino, a rabi moj dotik, a dovoli, da mu jaz gumb zapnem, ali si želi, da to naredi sam. A mi je bilo to položeno v zibelko, a so to leta izkušnje, to ne vem, ampak enostavno jaz ljudi zelo čutim. Ne rabim veliko besed in ne rabim veliko debat. Začutim ga in vem, kaj moram tisti moment narediti. Je to ta trenutek, ko praviš, da začutiš, recimo, kako je z gumbom, ne? Verjetno je to spet neka energija, ki jo začutiš pri tem človeku in veš, da je tukaj mogoče ne boš stopila v ta njegov osebni prostor. Nisem se nikoli ubadala, od kje imam ta občutek, ta feeling, a je to energija, a je to znak, kako me je pogledal, ne vem, enostavno začutiš. Vem. To očitno mi je bilo podarjeno v zibelko. Zdaj omenjaš svoj poklic, govoriva seveda o tem, da veliko ljudi v Sloveniji dobro zgleda in so lepo oblečeni tudi zaradi tvoje pomoči. Kako bi še poleg dela stilistke opisala svoje delo, ker je vse več kot samo, da oblačiš ljudi, ne? V bistvu nisem sam kot stilist, ampak sem enostavno človek, ki ustvarja neko podobo, se pravi za posebne priložnosti, za posebne dogodke in tukaj so ponavadi stvari, ki se jih dela, šiva po naročilu. Ne? Sama veš, da so velike težave pri nas v Sloveniji, ni kar trgovin, da ti kar greš. Zelo veliko se poslužujem, če smo že pri tem, da si nekje jemljemo stvari, sposojamo, kupujemo, da so to nekako trajnostne, se pravi, da gledam na kvaliteto materijala, zaradi tega, da je to pol obstojno. Če šivamo stvari, imam rada, da naredimo tak kroj, iz katere potem lahko to obleko na drugačen način večkrat nosiš. Velikokrat svetujem tem mojim ljudem, da ko se neke obleke naveličajo, da jo prinesejo, da jo popravimo, dodelamo in spet naredimo iz nje novo. Materiali so definitivno kvalitetni, so pa ponavadi to ljudje, ki so na sceni in so, zdaj bom grdo rekla, malo posebni in so potem tudi temu kroju in barve prilagojene in tega definitivno v trgovinah ne dobiš. Tako da jaz se zelo veliko poslužujem šivanja po naročilu, po meri in se mi zdi, da ima to pol en večji pečat, eno večjo osebno noto, ki ni pol to fast fashion, da ti
lahko to obleko hitreje zavržeš, ker si čustveno nekako vezan in jo imaš dalj časa v omari in jo probaš čim večkrat uporabiti. In prepričana sem, da se tudi sama držiš tega načela, ko bi recimo zdaj odprli tvojo omaro, si verjetno tudi sama dovolj ali pa kar precej trajnostno naravnana. V bistvu sem res, ker imam sama toliko stvari, da lahko, se pravi, da ne rabim kupovati po moje 10 let, ampak čist nič. Što si v tem, da se z leti tudi sami spreminjamo. Rada sem oblečena komod, dnevu primerno, priložnosti. Seveda je to vse v povezavi s poklicom. Jaz sem veliko na terenu, veliko prehodam. In seveda je to pol pogojeno tudi, koliko imaš stare otroke, ker če greš ti popoldne po mulca v šolo in veš, da te čaka direkten skate park, se pol že temu malo prilagodiš in s temu oblečeš. Tako da, ne vem, jaz sem zelo spontana, jaz vse stvari v življenju počnem spontano, tako kot imam zdaj kratke lase, ker ni bilo predvideno, ampak jaz delam vse po navdihu in se mi zdi, da me to dopolnjuje in da me drži po koncu. Se kot kratkolaska bolje počutiš? V bistvu sem tako frišna, da ti niti še ne znam povedati. Se mi zdi, da je več dela s kratkimi lasmi kot z dolgimi. Ne vem, nimam pojma, ti bom povedala čez kakšno leto. Ko boš videla, kako bo, ne? Tako. Zdaj, ko smo ravno omenili frizuro, pričesko, kodre in tako, ali si kdaj v otroštvu ali pa v času pubertete, veš, kaj bom vprašala, imela kakršnekoli težave zaradi kodrov? Vedno. Jaz mislim, da sem kodre sprejela zadnjih 20 let. Vedno so me motili, vedno sem si želela goste, ravne lase, tako ta mal indijanski, to, ne vem, da se lahko zjutraj normalno počešam. Moj glavnik pač ne gre čez te kodre in to je bil večen problem. So bila počasih še leta nazaj, ker nisi imel teh balzamov in olj in teh novodobnih krtač in mene to res cukali. To je bilo, moj bog. In ko so me prvič postrigli, jaz sem bila najbolj srečen človek, po moje, pod soncem. Ampak dejstvo pa je, da ko imaš ti kodrast las, res nimaš prav neke hude in velike izbire. Zdaj imaš te Pintereste, lahko malo pogledaš, malo se navzamaš, vidiš, kako nekdo spne lase. Ko sem bila pa jaz stara 10, 9, 8 let, si bil pa vezan na tisti Bravo, ki si ga dobil, pa mogoče pol se je MTV, ne vem kdaj, katerega leta, 84, ustanovil, pa si pol malo Madonno gledal, pa unga, pa tret, pa si pol malo neki probaval. Zdaj imam novodobna mladina, dosti več možnosti in sami to zelo dobro znajo. Jaz, ko gledamo Alino, ona bi bila lahko in frizerka in make-up artistka, ker ona to vse obvlada. In to vse znajo iz podatkov, ki jih dobivajo na Instagramih in na telefonih. Kar je pa lahko zelo hitro tudi ena taka velika past, ker nekoč, ko smo samo Bravo te gledali, so vseeno notri bile ženske, za katere si lahko rekel, da je res vsaka za sebe bila drugačna in posebna. Nismo vsi sledili enemu trendu, kot lahko danes, nažalost, jaz bom rekla nažalost, opažamo pri mladih dekletih. Ta Instagram lepota postaja vedno bolj... Mislim, da ta Instagram daje ta občutek, da moraš biti vedno popoln. Kaj je zdaj popolnost? Zame je popoln človek tisti, ki ima dobro srce, tisti, ki zna z ljudmi, tisti, ki sprejema drugačnost. Zame je popolnost, recimo, če govorimo iz vizualne podobe, lepi lasje, zdravi, lepa koža, urejeni nohti, minimalen make-up. Je pa dejstvo, da tudi mi kot osnovnošolci ali pa tam, ko smo bili stari 15-16 let, vsi smo imeli neko nit, ko smo se vsi nekako povezali, vsi smo imeli, vsaj v Postojni je bilo tako, smo imeli vsi vojaške torbe, vsi smo nosili petene copate, ampak tudi ni bilo za dobiti. Jaz vem, da ko sem imela recimo nastop s klavirjem, ko sem hodila v glasbeno šolo, meni je mama za vsak nastop nov pulover spletla. Ampak ker enostavno ni bilo, imeli smo srečo, ker sem Postojnčanka in je bila meja zraven in smo čez mejo hodili in smo ne vem, da sem dobila nove kavbojke, ki so mi bile prav, da jih ni bilo treba rezati pa vihati, da sem dobila nove all-starke. Takrat smo vsi nosili starterke, vsi smo nosili špagarce, vsi smo nosili nekako podobne stvari, ker pač ni bilo. Ampak smo bili srečni, mislim, da smo bili happy, veliko smo se družili, veliko je bilo biciklov, veliko je bilo skirojev, veliko je bilo vsega na ulici, veliko je bilo druženja. Se mi zdi, da tudi šole niso bile toliko zahtevne, bilo je več v šolah dovoljeno, nisi bil skozi podrobno gledom.
Fantje so bili res fantje, so bili deci, tako, znali so nekaj narediti, znali so narediti sulico, znali so splezati na drevo. Kje smo zdaj? Ne smejo imeti noža, ne smejo imeti tega, ne smejo imeti, Bog ne daj, da nekaj nazaj reče, nimajo več tega svojega jaza. Ja, so neka pravila, ki se jih držimo, spoštljivost v šoli, poslušnost, vse to štima, ampak so pa neke male malenkosti, ki jim moramo jih dovoliti, da otroci sprobajo, da vejo, da je to narobe. Ampak jim ne dopustimo. Na igriščih mame stojimo zraven in jih opozarjamo. Ne, nisi bil prijazen do Tine, ta prosim za upraviči se mu v šolah so učitelji skozi za njimi. Konec koncu smo pa tudi starši tisti, ki pa tudi skozi nekaj kompliciramo. Ja, zakaj pa moj nima te ocene, zakaj pa ni v prvi vrsti ne pleše, zakaj pa... In je to pol začaran krog. In se mi zdi, da je treba to nekako prekiniti. Šola je ustanova, ki poskrbi, da se učenci dobro počutijo in da osvojijo znanje, starši smo pa tukaj, da jih podpiramo in ne, da se vtikamo v odnose učitelj-učenec. Tukaj bi jaz stopila raj korak nazaj, vedno so se dogajale krivice, tudi pri nas, ampak smo iz tega neke izkušnje potegnili, ni to zdaj nič neki novega, Ne moreš otroka skozi zaščititi, mora se znajdati v situacijah, ni vedno, da so ljudje vedno prijazni, da so otroci vedno prijazni, otroci ti vedno neko zrcalo postavijo, otroci vedno odreagirajo na način, ne vem, ali jih vidijo doma, ali ima neko stisko v sebi, In zame tisti, ki je problematičen otrok, je to, jaz ga razumem kot krik na pomoč, pomagajte mi, ne počutam se dobro, nekaj me teži. Jaz bi temu otroku posvetila še več ljubezni in še več pozornosti, če bi bila učiteljica. Na drugačen način, ponavadi se pa velikokrat zgodi, da ne bom zdaj obsojala, ampak se kdaj verjetno zgodi tudi pri kakšnem učitelju, učiteljici, da potem tak posameznik dobi hitro nalepko, ta je pa problematičen, z njim je treba pa drugače, bolj ostro. Narobe. Jaz mislim, da otroci, ki so, vsem so to otroci, otroci, ki so, bova rekli, mečkan bolj živahni, problematični ali pa znajo bolj izraziti svoj jaz, rabijo nek drugačen pristop. Zdaj, če že gremo v neko novo dobo, pa dajmo tudi miselnost spremeniti. Ti otroci niso isti, kot smo bili mi. To so nove generacije, drugače odraščajo, drugače gledajo na stvari, drugače gledajo na znanje, na svet, imajo računalnike. Mi smo hodili v knjižnico, ti si brskal po tisti knjigi, da si napisal referat o, o rastlinah, on vtipka, v Google ali pa ChatGPT, to je zdaj ful velik porast. Kako ne ga ustavim, če to je neko orodje, s katerim bodo naprej ljudje, delamo, tudi odrasli, ko gledaš agencije, vsi to uporabljajo. Kako ga boš ustavil? In se mi zdi, da otrok rabi prijazno besedo in ponavadi točen tisti, ki je problematičen. Luka, zakaj se tako počutiš? Povej mi, zakaj si tako odreagiral? Steklo je na tleh, daj mi vrni steklo. Imeli smo primer, ne bom dal stekla, zato ker mu je ni rekla tako, kot je treba. On je čutil v njenem glasu, da ga džadža, da je to nekaj narobe. Lahko bi pa drugače zapakirala, vedno imaš dve strani. Luka, ful sem ti hvaležna, ker si steklo na šolskem igrišču pobral, da se kakšen od drugih otrok ne bi porezal. Ampak zdaj, ko ga imaš ti v šolski torbi, mene skrbi, da se ne boš ti mogoče porezal ali pa nekdo od otrok, ki bo brskal po tvoji torbi. Kaj, če bi ti meni to stekelce dal, tukaj ga deva na mizo, ko je konec puka, ga boš odnesel domov, pa ga boš doma pobarval. Jaz mislim, da ga ni otroka, ni ga problematičnega otroka, ki ne bi tega stekla dal. To je tako. Tudi jaz se učim, jaz nisem brezhibna mama, da ne bo pomote, ampak se zavedam svojih napak, zavedam se svojih reakcij, zavedam se, da moram to skomunicirati z mojimi otroci. Ali je to moja 20-letnica, ali pa to zdaj ta malka ima 11 let. Etieno, prosti, ta moment nisem znala drugače odreagirati, res sem bila jezna. Najraj bi te v Ljubljanco vrgla, ampak oprosti, nisem znala drugače. Greva še enkrat. In s tem se otrok kaj nauči? On ne vidi mene kot slabiča, pač vidi, da se v življenju tudi nekaj zmotimo in da za svoje stvari odgovarjamo in da pač to znamo tudi priznati in se nazaj potegati. Jaz tako gledam, Kakšna pa je Metka takrat, ko jo nekaj razjezi, ko je huda? A je glasna? Metka je vedno glasna. Meni tako si govorijo, da preglasno govorim. Ja, definitivno. Imam zelo velik prag tolerance, ko se pa to preseže, pa po moje. Ampak takrat ne zbiram, meni je vse, kdo me sliši, kdo me vidi, vse mi je. So zelo redki trenutki, pa mislim, da me moji otroci še niso videli čisto prave Metke, kot jezne. Tako. Znam pa biti huda, ja.
je pa res, da tudi hitro oprostim, se 2krat okrog obrnem in pozabim. Imaš pa ljudi, ki seveda to vlečejo, ne, in vzamejo te besede ali karkoli že rečeš hitro za to. Ampak tudi to sem se navadila z leti, da potem skomuniciram in da pač povem, da je bilo to izgovorjeno v afektu, ampak načeloma imam zelo velik prag tolerance. Si do teh spoznanj prišla sama ali si kdaj hodila k kakšnim, ne vem, ali terapevtom ali k komu drugemu? Nikoli nisem hodila k terapevtom. Bi pa z veseljem šla, ker jaz zelo rada govorim. Jaz nimam težav govoriti o sebi, nimam težav govoriti o mojem odnosu z Matjažem, nimam težav govoriti z odnosi z otroci, ker nimam kaj skrivati. In bi šla z veseljem. Imam pa od bratranca žena je psihoterapeut in kadar smo kdaj na kakšnem družinskem kosilu, jaz z njo vedno vržem debato in midve bi lahko po moje govorili 2 dni v kosu. Ker me zna vprašati, zna me vodati in mi je to the best in jaz odprem dušo in potem hitro vidim, ali sem na pravi poti ali nisem na pravi poti. In mislim, da so te stvari čisto dobrodošle in da ni s tem nič narobe. Z Matjažem imata po vseh teh letih še vedno zelo ljubeč in poseben odnos. Kaj je recept? Ja, mava ljubeč in poseben odnos, je pa zna biti tudi zelo vihravo. Tako kot verjeten vsak odnos, po moje, jaz bi ga vsak drug dan tudi v Ljubljanco vrgla, ampak bi ga pol hitro vam potegnila in ga ne zamenjam za nič na svetu. Sva zelo drugačna, eno drugega, kako je imel Avdić predstavo, on je z Marsa ali ona je z Lune, nekaj to midva sva res takole, ampak so pa določene stvari, ki pa naj drži skupaj in to so te stvari, ta vibe, ta energija, ta privlačnost, ki očitno obema največ pomeni bolj kot vse tiste drobne stvari, ki ne štimajo in naj jo drži skupaj. Mislim, da je to ključ do tega. Je pa nekaj res, ne? Kadar pride do konflikta, nisem več 20 let stara in se ne dotikam samo tiste točke, ampak gledam širšo sliko. In ko ti pogledaš, stopiš nazaj in pogledaš širšo sliko, lažje upravičaš vse, kar te na njemu zmotil ali karkoli. In potem furaš naprej. In to je potem ena taka stvar, za katero jaz rečem, da 50 ne morajo biti nova 30 oziroma se strinjam s tabo. Pravijo, ne? Ne, to niso nova 30, tukaj imaš en kup ene modrosti, enih življenjskih izkušenj, zdaj govori materka moja nona, ampak je dejstvo, jaz se velikokrat spomnim na njene besede, ki mi jih je ona govorila, ker s pred 20 let, kaj ona ve, ali pa ne vem, če mi oče, ki je rekel, zrka, oče, ti ne veš, kaj je to ljubezen. Ampak se spomnim na vse njihove stvari, ki so mi jih govorili in vse to drži. To so modrosti, ki jih pripelješ skozi življenje. In zdaj jaz to prenašam na mojo Alino in niste so njene reakcije, ki so bile moje, ampak vem, da s časoma, ko bo odrasla, bo videla, da je imela mama prav. Ja. Kako težko ste šli čez puberteto? A je bilo kaj težko? Moja Alina, imam srečo, ima zelo lep karakter, zelo je pridna, jaz sploh ne vem, kako je ona in kdaj je šolo končala, zelo je pošlihtana. Edina stvar, ki jo jaz večkrat v življenju povem je, Alina, ni vedno vse tako, kot si zastavlja. Življenje te bo dajalo na različne preizkušnje in boš mogla biti malo bolj gibljiva, fleksibilna. Ona mene recimo že danes zjutraj poklica, mami, kakšen je plan? Ona si naredi plan. In ker jaz njo že poznam in ne želim povedati, kdaj se midve danes dobiva, ker meni en telefonski klic in mi vse obrne na glavo in njo to spravlja v rahu stres. Zdaj mogoče pretiravam, ampak je človek, ki je zelo pošlihtana, taka, tako je, tako se naredi šolo, tako je to, z mamo se dobim, gremo na kavo, naredimo to, kupimo to, v glavnem, to je, ampak v pubertetniškem času, se mi zdi prav mama hči je to, ko se mečkan zapira ona v svoj svet. Takrat se mi zdi, da je bila bolj povezana z očetom, kot z mano, ampak skozi bi z mano čepela, tako, res hecen. In se prav spomnim, ko sem se kdaj na vrata od sobe naslonila, sem nekaj tako Alina. A midve zdržale tole obdobje tako 2-3 leta, meni se zdi to ful naporen. Ampak smo šli čez, Alina ima 20 let, Alina je samostojna odrasla punca,
pridno dela šolo, fakulteto, ta teden se odpravlja v Amsterdam, gre na potovanje, seveda imam jaz kot mama rahlo občutek, kaj pa če ne bi šla, ampak seveda pejt, uživaj, svet, seveda jo pomniš na razne stvari, ki se lahko zgodi, ampak itak se sama tega zelo dobro zaveda in pač moraš to spustiti in razmišljati pozitivno. Čeprav je včasih to težko in tako kot si rekla na začetku, bi jih najraje čisto vatko zavil pa tako le nosili sabo, da bi bilo vse v redu. Ja. Omenila si to, da je takrat mogoče bila, da je imela bolj odnos z očetom, pa skozi je hotela biti s tabo, sem takoj dobila tako povezavo, da si jo pa vseeno verjetno takrat lahko zelo dobro razumela, ker vem, da si tudi ti sama bila na nek način na očeta zelo navezana. Ja, jaz tukaj ne tekmujem s partnerjem, absolutno, to je nekaj najlepšega, ko gledaš svojega otroka, da se razume. Včasih še lepše, ne? Ja, ko gledaš iz ozadja in vidiš, da imata debato in debatirata in Tomaž jo res zna poslušati, on se usede in je zelo dober poslušalec in takrat je fokus samo na njej in čisto nič drugega. In to se mi zdi fantastično, ker jaz včasih tega ne zmorem, ker mi v glavi toliko šviga, ampak sem se pa že naučila reči, Alina, zdaj trenutno ne morem te poslušati, daj mi 10 minut, se bova pogovorili. Čeprav v času pubertete, ko je ona želela govoriti, takrat sem res vse spustila, ker čez 10 minut je bilo že prepozno. Se je že več ni ljubila, ali pa je že bila ona v drugem svetu, v drugem moodu in nisva padle skupaj. Tako. In takrat, ko je želela govoriti, takrat sem spustila vse in sem poslušala. Všeč mi je bilo, ko si na enem intervjuju povedala, kako je tvoj pokojni oče ti, ko si bila mlajša, večkrat rekel, da če želiš spremembo, jo naredi, da pejdi na vlak in da če boš videla, da te ne pelje v pravo smer, da pejdi na drugega in da ne obstaneš na enem mestu. Zakaj se me je to mogoče v tistem celotnem intervjuju, ki sem ga pogledala, toliko dotaknil, zato ker zelo podobne stvari sem jaz dobivala od pokojnega očeta, v smislu poskusi, borbej naprej, ne bo lahko, ampak tukaj smo, v zadnji stojimo in šlo bo. In to je nekaj, kar se mi zdi, da ti je dalo v življenju največ. Velikrat se spomnim na njegove besede. Ni vedno enostavno delati premikov, zdaj mi gre spet na jug. Ampak če želiš spremembo, so premiki nujni. Pa nima veze, ali govoriva spet v odnosu, ali to govoriva v odnosu z otrokom, s partnerjem, šolo, premiki so nujni, ali službo. Velikrat ljudje obstanemo na mestu, ker nam je to okolje, v katerem smo, nekako se počutimo uigrani in se počutimo v nekem zavetrju, ampak smo pa skrajno nezadovoljni. Ampak če smo nezadovoljni, dajmo delati spremembe. Ne se bati, vedno obstaja tudi nova služba, tudi konec koncev tudi nov partner. Čeprav se spomnim tudi besed moje none, ki je rekla: Metka, ko boš iskala novega partnerja, ko boš delala spremembo, zavedaj se, da tudi na novem partnerju bo nekaj, kar te bo motilo. Tako da boljš, da to energijo usmeriš v tega, ki ga imaš, in probaš narediti vse na tem svetu, da se boš imela dobro. In to je kar vodilo za naprej. Ker tudi moja nona je rekla: vi mladi niste navajeni nič potrpeti. Pa sem jaz rekla: se ne rabiš skozi neki trpeti. So stvari, ki so sprejemljive, se pravi, da vlagaš v svojega partnerja in strmiš k temu, da bo vajin odnos še boljši in da se imaš z njim res the best, ker konec koncev otroci odhajajo in ostaneš na koncu ti in on. In je to zelo pomembno, kako to zgradiš in da se imaš res fajn. Ker je življenje prekratko, ker nikoli ne veš, kaj nas čaka. In zato pa pravim, ko so me vedno sprašvali, zdaj sem imela rojsten dan, kaj si želiš za rojsten dan? Pa mogoče tako se zdi osladno ali pa tako neki so me pol zezali, koliko si ti skromna. Ampak v bistvu moja želja sploh ni skromna. Jaz si želim samo zdravje. Želim si zdravje zase in za vse moje, ki jih imam rada. Meni se zdi to ogromna želja. In če se mi to uresniči, sem jaz totalni zmagovalec. Se ti uresniči vse, ne? Tako da na koncu, ko smo bolni, tako vsi imamo samo eno željo. Da ozdraviš. In nima veze milijoni, ki jih služiš ali pa karkoli imaš. In tudi, ko si bolan in betežen, je moja nona vedno rekla, viš Metka, takrat se boš spomnila sam, kaj si doživela in kje si bila.
pa kaj nisi. Tako da, tisti spomini, ki ostanejo. Tako. To, da si zgradila 5 hiš in imela 2 najboljša avtomobila, to. Ti je to kdaj v življenju vseeno veliko pomenilo, te materialne stvari? Si imela kdaj vseeno vmes obdobje, ko pa si strmela k temu, da bi... Materialne dobrine meni, ne bom rekla, da mi ne, jih jemljem tako, da mi omogočajo lepo življenje. Se pravi, da mi omogočajo nekaj, da, ne vem, da lahko otroku omogočam, da hodi v dobro šolo, za tisto, kar jaz mislim, da je dobra. Še vedno ne govorim, da če je šola plačljiva, da je zaradi tega boljša. Da omogočam, da gre lahko v tujino, kjer spozna svet. Finance omogočajo neko malenkost bolj kvalitetno življenje. Ampak denar pa ti ne prinaša tega, da imaš ti lep odnos s svojim partnerjem. Denar ti ne prinaša, da kupuješ ljudi s tem. Denar ti omogoča pač neko varnost, katero v miru plačaš položnice in mirno spiš. Ker sem človek, ki ima zelo velik red in najprej treba poravnati vse, kar ni, kar je za druge in potem, kar ostane, je moj pleasure. In tukaj vseeno lahko potem mečkano rečeva, da vso to zadovoljstvo je vseeno mečkano povezano s tem, kar si zdaj lepo opisala, s tem mirom. Verjetno, tako probam zdaj razmišljati o tistih ljudeh, ki dejansko ne morejo imeti tega mira, kjer so skrbi vsakodnevne. To pa definitivno in se znam tudi z njimi poistovetiti, ker poznam to bolečino. Jaz bi zdaj prav izkoristila gužvo, ker se midve pogovarjava o teh stvarih. Tako res iščem nekoga, ki ima nekako približno stare otroke, tako kot so moji. In recimo, ko Etienu, zdaj imam 2 vreče stvari, govoriva oblačil in čevljev, katere bi rada podarila nekomu, ki to res rabi. Ne nekomu, ki že ima, pa to še dodatno dobi. In ne poznam nobenega, kam bi jaz to odnesla. In tako da sem že razmišljala, a je to Radio 1, ali je to neka institucija, da bo dala te stvari v prave roke. Jaz ne poznam in sem že zadnjič, sem tudi na 24 urah gledala nek članek, ki je pisala mamica, ampak ni bilo nikjer nobenega novinarja podpisanega, da bi jaz na 24 ur pol poklicala, pa se pozanimala. Tako, te stvari mene ful... Veš kaj, Metka, zdaj sem dobila idejo, glede na to, da sem jaz tudi imela za vikend eno tako čistilno akcijo doma in tudi jaz nafilala vrečke z oblačili sicer za 6-7 letnice, punce in čevle. Bova mi te vrečke mečkaj združili, pa bom jaz malo šla v akcijo in bo to šlo v prave roke. Evo roke. Si za? Evo, da narediva še mi 2 eno dobro delo. Mečkaj se bom zdaj vseeno vrnila še k tvojim, ne bom rekla ravno začetkom, vem, da te velikokrat tudi sprašujejo oziroma, da se mečkano napačno interpretira tvoje začetke v smislu, za delo stilistke te je navdušil bivši partner Jonas, in tako naprej. Pa vem, da je... Ampak v bistvu je res. Preplet je, ne? Splet okoliščin. Dejstvo je, da jaz nikoli nisem o tem razmišljala, da bo to moj poklic, da bom jaz kostumograf, da bom stilist, da bom nek svetovalec ne vem, znanim ljudem za razne priložnosti in tako naprej. Ampak v bistvu je bil res delni krivec. Takrat je on delal oddajo na Pop TV, jaz sem bila takrat ob njemu in sploh ni bilo mišljeno, da bom jaz karkoli klele počela, ker sem enostavno se bolj ukvarjala z njegovimi plesavkami in takrat skoristila gužvo, da sem lahko hodila na vse njihove treninge, takrat se mi je nov svet odprl in uresničila velika želja, ker v Postojni takrat ni bilo nobenih plesnih šol, tako kot jih je zdaj v vsakem kraju. In tako se je začel. In potem, ko je bila prva oddaja, neki ni bil zadovoljen, kako so bile oblečene in on uleti k meni v garderobo in reče, veš kaj, ti boš oblekla plesavke. In jaz ga gledam, v kaj? In on meni rekel, veš kaj, tako jih obleč, kakor bi sebe. In takrat se je začel. To je bila v bistvu neka odskočna deska, ko se je to štartal in takrat sem jaz dihala s temi mrhami in mi smo plesale in ustvarjali smo podobo, ko se mi zdi, da je včasih kdo prav gledal, kaj bodo oblečene, kaj bodo danes plesale, ker niso bile uniformirane, one so plesale na točko, če je bil volk, so imele večerne toalete, take visoke pete, frizure, make-up, umetni nohti, to smo jih dodelali v nulo in tisto je bilo zame zelo eno lepo obdobje in lep čas.
Potem sem pa počasi prevzela Jonasa, pa počasi je bil, pa ne vem, kaj so bili reality šovi, Sanjska ženska, Sanjski moški, z Nino Senar, se spomnim, kaj bi imela Big Brother, čeprav mislim, da je bila najprej Sanjska ženska, pa pol Big Brother in takrat sva spletle tudi eno ful hudo prijateljske vezi in sva se imele the best in mi da sva tok harale, tako. Jaz imam ful lepe spomine, no tako. Zato sem pa bila toliko časa na Pop TV, jaz sem bila v bistvu skoraj 20-23 let in sem delala na Popu čisto vse, kar je bilo, tako da če mi kakšen reče, joj, imamo reklamo, ko je 30 ljudi za oblečih, jaz sam pogledam, no dober, no mislim, če pa kaj znam pa delati in to je pa to pa ne vem, ali to izhaja iz malega kraja ali je bilo to tako. Jaz delam res veseljem in z užitkom. Ampak vseeno, dobro, zdaj verjetno glede na to, da nisi več vpeta na Pop TV in da v bistvu lahko sama svoj urnik prilagajaš in krojiš res, ne bom rekla čistko kot ti paše, ker si še vseeno odvisna od drugih ljudi, ampak vendarle je verjetno mečkano drugače. Tudi lažje potem mogoče usklajuješ družino z delom. Predvsem je lažje to, včasih smo imeli na Pop TV, to so bile v bistvu vse oddaje so bile čez vikend, če govoriva o produkcijskih oddajah. 24 ur je itak bilo nekaj, kar je bilo za zraven in to sem pač upeljala en ful dober sistem, ki mislim, da se ga držijo tudi danes, ker sem imela stvari poštimane za cel teden vnaprej. Spomnim se Matjaža Tanka, kako je prijel Janja Muhiča za roko, pa je rekel, prid ti bom pokazal, kako imam jaz zrihtane stvari. In potem in mu je pokazal, kako ima vse kravato spedenano, nogavičke, tako taka. Jaz sem tako en tak zelo imam rada red in stvari pod kontrolo. In to so bili zame zelo lepi časi. Zdaj pa je seveda drugače. Obožujem, ko sem prosta čez vikende, obožujem, ko imam nedeljo. Jaz šele zdaj v teh parih letih sem videla, oh my god, kaj pomeni, da si ti v nedeljo brezskrbno doma, da se sprehajaš v mesto, da greš na Rožnik, da greš na Nanos, ne vem, karkoli, drugače je. Vikend se mi zdi, da je za ljudi kar pomemben. Je pa za nas televizice je bil pa tako, sem bila pa kuhana in pečena na Pop TV-ju, tako da jaz mislim, da tudi moja Alini večkrat rečem, Alina, najdi si poklic, v katerem boš uživala, ker sem bila na koncu 80% več na Pop TV-ju, kakor doma. Ostalo si pa doma. Tako da je zelo pomembno, da imamo poklic, v katerem uživamo in da nam je vsak dan petek. Lepo. A si imela kdaj, ne bom rekla slabo vest, ampak ja, mogoče kdaj ta občutek, joj, zdaj otroci so doma, jaz sem tukaj. Jaz mislim, da sem za moje otroke ogromno naredila. Noben ni bil v vrtcu do 3. leta. Glede na to, da sem imela tako gibljivo službo, sta bila oba 3 leta z mano v naročju. Se pravi, tisti, ki me poznajo, vejo, da ne bluzim zdaj in ne govorim nekaj kar tri krasne. Se pravi, v eni roki Alina ali pa recimo Etienne, v drugi roki so pa obešalniki. In tako smo furali 3 leta. Zdaj, ko gledam nazaj, si rečem, oh my god, Metka, svaka ti čast. Ampak v tistem momentu sem se jaz tako odločila in tako je bilo. Ti moji otroci nikoli niso spali popoldanskega počitka doma v posteljci, ker so spali v vozičku sred Maxi Marketa, sred, ne vem, Max Mare. Tako pač je bilo. Zvečer, ko sem imela oddajo, sta oba sem podojila, ker sem oba 3 leta dojila, sem dala lepo v pižamco, cka in oni so spali na Pop TV-ju. Zdaj, a sem zaradi tega slaba ali vrhunska mama, nimam pojma. Dejstvo pa je, da sta očitno toliko odpornosti razvila, da jaz ne poznam bolezni vnetih ušes, antibiotikov, vročin, angin, to. Upam, da se pol ne bo to nazaj vrnilo, pa da morajo to otroci preboleti, ampak Alina ima 20 let, je imela 100% obisk v šoli. Etienne ima 11 let, tudi nič bolan. Čez vikend si je nogo zvil. Sam to. Pa še to v skateparku verjetno. Tako. Ampak veliko verjetno pripomore k temu pa tudi vaš slog in stil življenja. Vem, da ste kot družina, ali pa bom rekla ti kot mama, rada in si naravnana, da ste veliko zunaj, da Absolutno. Imajo otroci tudi, kar se prehrane tiče, nek red, nek sistem. Jaz verjamem v red in verjamem v sistem.
Se pravi, da se zjutraj zbudiš, poješ zajtrk, spiješ to, domače kosilo, mi ne hodimo ven. Če gremo ven, je to neka posebna priložnost, posebna restauracija. Morje, oh my god, vi morate mene videti, jaz obožujem naše počitnice, vsi me gledajo debelo, ampak to je to. Vis je zame zakon. Ribiči mi pripeljejo ribe, ki že vejo, ali pa gre Matjaž v nabavo. Jaz rada kuham, rada razvajam. Jaz, ki gledam mulce, kako s temi supi čez cel zaliv hodijo in jih je po 6, 7, 8, pa jaz to razvajam, pa nov problem narediti. Tukaj ti moram uskočiti, se upravičujem, ampak ko Metka reče, rada kuham in ko Metka reče, jih rada pocrkljam, vabim vas, da jo prihodne leto poleti začnete, če jo še ne spremljate, da jo spremljate na Instagramu. Tam boste videli lahko zelo veliko storijev na to temo. To ne govorimo, da jih crklja in neguje, to govorimo, da se peče takšne kupe palačink, da se kuha vse živo in da si tam res videti srečna in svobodna na nek način. Ja, vi morate vedeti, da sem jaz med počitnicami praznovala 50. rojstni dan. In seveda vsi okrog mene so se bolj ukvarjali s tem, kot jaz sama. In seveda moj Matjaž je imel tako veliko breme, kaj ne, a lahko rezerviram mizo, ne vem, v Komiži tam, a lahko, in jaz ga gledam, kaj Matjaž, veš, kaj to pomeni? Da si moram lase oprati, da si moram make-up narediti, da se moram obleči. Jaz to ne, a lahko se ne obremenjujemo še teh ta en teden, ki ga imamo, da se imamo dober. In itak sem vedela, ker zdaj že vem, ker jaz, ko na morju praznujem rojsten dan, vsi se me izogibajo, seveda, ker vsi neki doma delajo, vsak v svoji hiši, zato da me bodo presenetili. Jaz bi pa sam imela rada ljudi na kupu. Skratka, moj rojsten dan je bil tako, da je Matjaž vse sam skuhal, nabavo je ribe, školjke, škampe, vse. Edina stvar, ki me je prosil, rekel, Metka, až ti ribe sčistila, sem ka no problem, ker ni mi pustil niti cvrti šnit, da cvrem za otroke, sem ka pa dober, te cvrti šnite, to je pa najmanj. Jaz res uživam, ne pretiravam, nisem jaz gledala, da si delam nekaj skromno, ampak meni so to, ta svoboda, ta vibe, ko jaz gledam te otroke, ko jim jaz prinesem, ne zafrkavam, res kilo cukra, takole kar zavijem tale paketek, jim na brisače se oni usedejo, prinesem pladen, poln cvrtih šnit in si oni sami cukor gor mečejo. Pa meni ni lepšega. Takrat je vse dovoljen, pa si pa i tako si zobe umivamo, tako da. Pa še malo po zalivu poveslajo in se porab vsta sladkor, ne? Mislim, da so pa aktivni od jutra do večera. Ni telefonov, ni računalnikov, imamo stroga pravila, točno se ve, otroci to vejo in sploh ne pogrešajo. Što si o tem, da sem ena po moje redkih staršev, ali pa upam, da je še kakšna mama taka, no, da ne boste rekli, da sem nora, ampak ja, ko pride tjen in reče, mami, a mi daš nož? Mu jaz dam njegov pipec, zaradi tega, ker vem, kaj bosta z Valom delala, da bosta mogla nekaj odrezati, ker delata sulice in to. In meni se zdi to zelo pomembno, da otrok tudi obvlada to, zakaj se to uporablja. Da imaš, prosim, ne me prijaviti na socialno, ampak meni se zdi, da otrok more, sploh fant, more to znati. On je rezal kumarce, ne vem, je bil 2-3 leta star, ker sem mu jaz dala ta prav nož in mu pokazala, kako se reže kumarce za francosko solato. Ker konc koncu to je življenje. A ne? Ve pa tudi, kaj se po svetu dogaja, kaj pomeni orožje, kaj pomeni to, da lahko s tem, koga poškoduješ sebe in koga drugega in da to uporabljamo izključno za stvari, kot jih je treba. In se mi zdi prav, da mulc zna narediti svojo fračo, da mulc naredi svoj lok. To sem znala jaz. In včasih me kdo čuden gleda in sem rekla, ampak jaz sem tudi to imela, pa sem bila punčka. Se verjetno bi jaz mogla biti bolj fant, kot punca, ne? Pa ne vem, v gor si od zadnjih podločil, ona bo kar punčka. Tako da, jaz mislim, da je to življenje, da je to life. In ko gledam otroke nasmejane in srečne in ta veter v laseh in to svobodo na sred morja. Vedno dopustujete tam? Ja, zadnjih 12 let, 13. Pravijo, iz lastne izkušnje govorim, sicer še za Otok naprej, za Biševo, ampak verjamem, da tudi za Vis, ali te Otok sprejme, ali pa te odvrže, ne? Ali se tam najdeš in najdeš svoj mir, ali pa ne. Definitivno imam jaz tukaj svoj mir. To je zalivček, sploh ni sam Vis kot mesto Vis, ni Komiža, ampak je zaliv.
tam je vsega skupaj 8 hiš, 9 velikih pride v zaliv z barkami, s čovni. Dobim jih tudi na Instagram, kakšne nove prijatelje, zaradi tega, ker pač spoznajo zaliv in so tam, ali pa spoznajo otroka, ki raziskujejo in lovijo hobotnico in jih potem povabijo na čovni in jim dajo Coca-Colo. Tudi to že imam. Jaz sem zelo neustrašna. Mogoče včasih bi za koga preveč zaupljiva, ampak se mi zdi, da če nosiš srce na dlani in če si zaupljiv, oddajaš to energijo, da imaš to kot en tak ščit, da se ti nič ne more narediti. Jaz ne želim svojih otrok skozi obremenjevati. Ne hoditi na sosedov čoln, ker te lahko kam odpelje. Vse to se dogaja, jaz to vse vem, ampak jaz si želim, da je neustrašen. Jaz si želim, da ne vidi v vsakem človeku nek strah, ampak da proba iskati dobre stvari. Povem še eno anekdoto, par let nazaj, Etienne je bil še majhen, se mi vračamo, jaz, Alina in Etienne iz šole in pravi Alina, mami, jaz bi pa tako jedla nekaj sladkega, pa sem rekla, kaj pa bi jedla jogurtovo pecivo. Sem rekla, vse imam, sam jogurt mi manjka. Je rekla, ja, grem jaz v trgovino in se pred blokom poslovimo, ona gre v trgovino, mene pa nasproti prihajata pa dva, pa fant in punca, Nizozemca, oblečena oba v teh njihovih posebnih nošah in me sprašujeta, če obstaja v Ljubljani kakšna javna kopalnica, da bi se ona dva stuširala, pač bila sta z avtodomom in tako naprej. In jaz tako, joj, da ne, da vem, da obstaja pralnica, ne vem pa, če... Kaj sem naredila? Ja, lahko se pri meni tuširata, ne? In jaz to pridem domov, moj Etienne, noč mu ni bilo jasen, on je imel harmoniko, ona se je tuširala, on je igral na harmoniko, Alina uleti z uno vrečko z unim jogurtom, nič ni bilo jasen, odkje sta tale dva modela. In jaz se spomnim, oh my god, Matjaž končuje službo, mu jaz hiter message napišem, moj Matjaž je mečkan bolj ima, ni toliko odprt, kaj jaz, in jaz njemu sam napišem, sem da veš, imam dva tujca, ki se pri nama tuširata, gledaš prijazen. On je meni sam, kaj? In jaz tako, in pol, ko je prišel, seveda se je že vmes malo vdahnil, ampak taka sem. In naslednji dan smo videli ta dva tujca oba na Tromostovju, ki sta igrala in služila denar, da sta šla lahko naprej potvati in so nam mahali in tako in imamo težko, oh my god, Metka, ti veš, kaj bi se vse lahko naredili in jaz tako, kaj? On je pomislil na vse slabe stvari, jaz pa vse dobre. Ti pa na vse dobre. A velikokrat v takšnih situacijah rešuješ, ne morava reči, da je to ravno neko nesoglasje ali pa konflikt, ampak s tem prikupnim nasmeškom? Pa ne vem, to pride, ker to je del mene, to kar samo od sebe pride zdaj, a je to prikupno ali je komu narejeno, jaz ne vem, res se ne ukvarjam več s tem, kaj si nekdo misli, ker to je v bistvu njegov problem. Moj problem ni ta, moj problem je ta, če nekomu, jaz sem človek, ki ne bom nikoli za nalašč nekoga prizadela. Verjamem pa, da znam tudi to. Ampak, če sem koga prizadela, zdaj javno govorim, ga nikoli nisem vede. Vedno sem to naredila, ne vede. In ponovadi mi ljudje zamerijo, da nekaj rečem in tisti moment, ko se jaz s tabo pogovarjam, greva jutri na koncert, resno mislim. Potem pa pride nekaj vmes in dam vedno na prvo mesto družino in jaz ne grem. Ponovadi bi po domače rekla za ali pa zafrknem moj pleasure. Zame ni mojega prostega časa, zelo redko si ga vzamem. Pa ga pogrešaš? V bistvu ne. Edina stvar, ki sem se začela zavedati, je to, da življenje gre mimo mene, oziroma da gre ta life družabni hitro. Imam srečo, da imam prijateljice, ki me razumejo in mi ne vzamejo to za slabo. Sploh recimo, da včasih sem dajala na prvo mesto bil Pop TV. Noben se tega sploh ne zaveda, en klic je bil, pa sem bila na poti, ne vem, ne vem, kaj smo takrat imeli, na rojstvo od prijateljice, ki je rodila pogledat punčko in sem se takrat obrnila in sem šla. Vsi so bili tam, jaz pa ne. Velikrat sem zamudila, ne vem, rojstnodnevne zabave z tetami, stricami. Jaz sem zelo vezana na vse te moje tete in strice. Moja mama izhaja iz ogromne in velike družine. In zdaj, ko gledam sliko, ko jih pol več ni, si rečem, Metka, nikjer te ni. A ne? No, to so pa stvari, ki pa bolijo. To pa je
to pa ne prideš več. Tako da jaz velikrat komu, ki ga vidim, da veliko dela, rečem, probaj se znati ustaviti. Pomembno je. Prej, ne? Ja, pomembni so tvoji, ker čas gre in isto z otroci, veliko časa z otroci, ker odraščajo in je to neprecenljivo in ni nazaj, ne moreš se vrniti nazaj na to. Tako da čas korone je bil zame nekaj najlepšega, ker sem bila prvič v življenju doma, prvič v življenju sem imela fokus samo na otrocih, samo na družini, pa to, kaj bom dala v lonec. In meni je bilo absolutno fantastično. Prva korona je bila nekaj najlepšega in nobene slabe vesti, ker sem itak vedela, da noben ne dela. Da smo vsi doma in da vsi isto razmišljamo. Takrat smo vsi začeli kruh peči, se mi zdi, ker naenkrat smo bili vsi... Jaz ga kar redno, ampak se mi zdi, da takrat se je vzpostavil nek ta vibe. Pa spet smo se bili primorani ustaviti in biti mogoče malo bolj človeški do sosedov, do sočloveka. Veliko več smo znali prisluhniti, vprašati, kako je nekdo. Da spet pogledaš v oči. Jaz ful pogrešam, zdaj boste spet rekli, da je verjetno to starostjo povezan, ker zdaj se samo počutim, kot moja mama, ampak pogrešam to, da ti en pozvoni na vrata in pride na obisk. Da ne napiše SMS-a, a lahko pridem, ali pa kaj pa delate, daj prid, preseneti. Meni je bilo to božansko kot otroku, ko je nekdo prišel, nenapovedan. Vedno so bila vrata odprta, pri nas so bila vedno vrata odprta za vse. Določeni ljudje so kar noter hodili, ne? Mi smo imeli ogromno hišo in starša sta bila zelo odprtega duha, odprtih src. Jaz izhajam iz zelo preproste družine, ampak te čustvene in moralne vrednote in to sta imela pa na... Kdo je bil bolj strog doma? Oče ali mama? Mami. Vedno mora biti nekdo, ki drži red, ne? Ker če bi bilo to vse prepuščeno, tudi ni okej, ne? Otroci vseeno rabimo ali pa rabijo mejo. Pri mojem očetu, moj oče me je zelo razumel, karakterno sva si zelo podobna, oba zelo vihrava, odprtega duha in od njega verjetno imam tudi to željo po športu, po hribih. Na nanos je hodil, ne? Tako, včasih sem vrtela z očmi, kaj spet ta nanos, ampak zdaj, ko bi pa šla z njim, pa ga ni. Tako da, to je to. Še enkrat se bova vrnili to, kar si že večkrat danes sama omenila, pa tudi jaz, da pač dajmo se mogoče res zavedati teh malih trenutkov sreče, ki nam jih nihče več ne more vrniti nazaj in zavrteti. Čeprav včasih je težko, sploh ko se mi zdi, ko smo potem spet v temu začaranem krogu hitenja, norenja in tako naprej, da res včasih se moramo prav tako zavestno si reči, pa zakaj? Zakaj toliko divjam in hitim? Zdaj spomnim se, ko vem, da še vedno hodiš na Šmarno goro in da je to nekaj, kar v bistvu si zato začela toliko zgodaj zjutraj hoditi, ker veš, da s tem, ko greš, nobenemu ne jemljem časa, nobenemu nič ne odvzameš, ne? In da se da se v en dan lepo splanirati, da je za vse dovolj, ampak je pa treba razmišljati, je pa treba verjetno kakšno stvar splanirati, ne? Definitivno Šmarna gora je pač nekaj, kar mi res napolni dušo in takrat jaz glavo spucam, ne? Nekaj vam moram povedati, ne? Ljudje, ki me vidijo, mislijo, saj ne je toliko dober, ne? Ona je brez problemov, vsi imamo probleme in morate vedeti, da za vsakega je naš problem največji problem. Ampak jaz zelo veliko prediham na Šmarni gori. Ali pa če grem teč. Mene šport napolni z eno dobro energijo, z enim pozitivizmom, ker jaz takrat vse razmislim, vse popredalčkam in ko pridem v dolino, imam bolj jasno sliko. Morate pa tudi nekaj vedeti, če Metka je skozi nasmejana, še ne pomeni, da delo, ki ga opravlja, ni težko, ni naporno. Ampak mogoče bi pa lahko nekdo pomislil, da delam pa srcem in z dobro voljo. In zato ta nasmeh. In zato ta dobra volja. Ker res obožujem to, kar počnem. Stvari, ki se mi pa dogajajo v življenju, krivice in tako, to pa jaz prediham, spiham, vržem čez ramo, osebo dotično opravičam in moje življenje gre naprej.
Ja, se ne zaciklaš in ne stojiš. In ne gojim jeze in užaljenosti. Se mi zdi, da je to ful velik plus in zato ni bolezni, ker ne držim nič na svojih ramenih. Ampak znaš odvršiti. Tako. Zdaj, ko si ravno omenila Šmarno goro, tek, vem, da v bistvu si potem kasneje ta ples, kot si rekla, noter prinašala in uživala. Prej je bil pa tek tisti, ki te je v bistvu športno polnil. Moja učiteljica telovadbe, Gabriela Brovč, žal pokojna, ki je bila tudi velik navdih Borutu Bilaču, ki je tudi Postojnčan, si je zelo želela, da bi jaz atletiko trenirala. Ampak, ker seveda ni zbrala pravega trenutka, ker sem bila jaz v fazi hormonskega navala, začetniških, pubertetniških stvari, seveda jaz to, kaj bom jaz trenirala atletiko, ne? Jaz sem lahko itak usvajam kakšna medalje pa to na teh šolskih tekmovanjih brez treningov, kar se je tudi res zgodilo. Bile smo tudi zelo dobra ekipa šprinterk, ki smo zastopali našo osnovno šolo in to je bilo božansko, ampak nisem pa nikoli želela trenirati. Mogoče mi je tukaj manjkala kakšna spodbuda staršem. Tukaj moji starši nikoli niso imeli velikih ambicij, ne kar se športa ne tega tiče in nikoli, vedno so tako naredili, kakor sem se jaz odločila. Isto je bilo za mis, ko sem jaz prijavila, mami, veš kaj, jaz se bom pa prijavila za mis, oj, pa kaj ti je tega treba, pa tako naprej, ne. Ampak jaz sem takrat tako čutila, mikale so me nagrade, mikale me ta svet, ne, se pravi, dajmo probati, a ne? In tako se je začel. In potem si prinesel domov eno nagrado in potem si prinesel domov drugo nagrado in to je nastalo iz čistega joka. Zdaj, kam me je to pripeljalo, a bi bil pol moj svet drugačen? Verjetno ja. Ker s tem je bila neka odskočna deska, ko sem pač stopila v nek slovenski jet set in sem pač videla, kaj to je. Velikrat sem jokala, ker sem bila tudi zaradi tega velikrat obsojena, kakor, poglejte to mis, kaka pa je. Noben ni poštekal, da imam jaz 17 let, da jaz se moram usesti na pločnik in pojesti ta hamburger, pa tudi, če ta majoneza teče, da ne moreš hoditi v večerni ali pa ne vem, v oblekcah v srednjo šolo. Tako, ne vem. Jaz sem potem dobila trdnejšo kožo, takrat seveda sem pol tudi stopila v odnos z Jonasom, ker sem se lahko mogoče tudi malo za njegov hrbet skrila. Človek, ki je zelo inteligenten, poln znanja, ogromen knjig sem prebrala na njegov račun. In tako, ko pogledam nazaj, nič ne bi v svojem življenju spremenila, vse se je zgodilo z nekim namenom. Ne? Koliko si pa recimo to svojo, kako rečeš ti, vihravost, ali kako to dobro voljo, to razigranost, recimo, koliko si imela pa ti do Jonasa lahko, koliko se pa on pustil pod ta vpliv malo dati, koliko je bilo to nalezljivo? A veš, da se je. A se je? Glede na to, da je res ekstremno inteligenten moški, mu je pa tukaj manjkala čustvena inteligenca in mislim, da je z mano dobil družino, toplino, se pravi moje starše. Mislim, da se je z nami tu zelo dobro počutil in smo se znali imeti zelo dobro in fajn. Zdaj ima pa on svojo družino, svoje otroke, svojo vezo. Nazadnje sva se srečala na Ladotovi poroki zdajle pred kratkim. Vedno sem ga vesela, ko ga srečam, da bi se pa videvala, pa tako to pa ne. To pa ima seveda vsak svoje življenje, svojo kariero in... Ja, je pa eno obdobje tvojega življenja, ki ga ne morem pač, ne moreš ga pozabiti, ker tudi, če bi ga želela, me pa vi upomnite že na to. Ne? Tako da, ampak nič hudega, to je pač del mene in niti ne želim ne pozabiti, ne zbrisati. To pač paše k meni. Medijska prepoznavnost. Ali ti je bila večkrat v breme ali več? Ja. Bila mi je večkrat v breme. Mogoče tudi zato, ker izhajam res iz malega kraja in nisem se zavedala teže tega. Je Ljubljana drugačna od Postojne? Ne bom rekla, da so drugačni ljudje, ampak drugače gledate na stvari, a ne?
Postojni je vsem bolj umirjeno, naša Metka, dobiš večjo kepco sladoleda, boljši kos mesa pri mesarju, bolje te osebne pristnosti. Čeprav mislim, da sem jo pol tudi v Ljubljani razvila, ker seveda pol hodiš histmu mesarju, hodiš histi branjevki na tržnico, srečuješ iste ljudi v trgovini in jaz imam rada vzpostavim nek odnos z ljudmi, ki jih redno srečujem in jih imam za svoje. In si lahko to potem tudi tukaj naredila. Ampak v breme v smislu komentarjev ali v smislu tega, da kamorkoli greš, da so ljudje vedeli, kdo si? Na začetku me je to res motilo, ker sem bila res sem bila 17 let stara in zame je bila to res nek joke, nekaj, kar se je meni pač takrat se mi je dogajala, ne? In nisem poznala teže in spomnim se, kako sem sedela v ponedeljek zjutraj na vlaku, ko sem se vozila v šolo in logično zaspiš, ne? Ker to so bile zgodne ure in to smo delali skozi, ne? Zakaj bi se zdaj drugače spremenili, zato ker imam neko titulo. In ko sem odprla oči na Brezovci, mene je kap zadela, ker te vsi gledajo, ker te vsi ocenjujejo, ampak ti si pa navaden šolar, tam imaš eno torbo vrženo po tleh, noge zataknjene za cevi, da te ne zebe, ker je mraz. In mislim, da se nisem jaz spremenila, ko vsi rečejo, ja, spremeniš se, spremenila se je, ker je postala ne, ljudje te spremenijo. Ljudje te drugače gledajo in ljudje želijo spremembo. In potem se avtomatsko zapreš. Ampak sem se hitro osvobodila tega, ker sem sama sebi rekla, čakaj malo, če ima nekdo nekaj, kar mu ni všeč na tebi, je njegov problem, ni tvoj. Dobiš debelo kožo, ampak to rabiš čas. V sebi imaš zelo veliko ženstvene energije. To ženstvenost se mi zdi, da znaš zelo dobro dati v ospredje takrat, ko je treba, pa hkrati mogoče pokazati tudi malo tiste moške energije takrat, ko je to potrebno. A imaš kakšne posebne, ne bom rekla nasvete, ampak kakšne stvari, ki veš, da so pa tebi recimo pomagale, da to ženstvenost lahko ohranjaš. Ker zakaj te to sprašujem? Velikokrat recimo se zgodi sploh ženskam, ne vem, po porodu, ko imajo doma majhne otroke, ko jim primanjkuje časa, ko je tak tempo, da rečejo velikrat ne zmorem in v bistvu nimam niti časa, niti mi ne pomeni. Jaz mislim, da je to povezano po moje s karakterjem. Mene boste redko slišala ali pa po moje skoraj nikoli, da bom rekla ne gre. Ne morem, ne zmorem. Jaz se spomnim, ko sem Alino rodila, naslednji dan sem šla jaz avtomatsko lase oprat in tudi, ko je prišel v porodnišnico, sem bila jaz sveža in tako, kaj je treba. Ne glede na to, da sem imela carski rez, zdaj sem dala pač neumen primer, ampak hočem reči, zame ni to, se ne da. Jaz se dobro, zame to naredim. Jaz se dobro počutim, če imam lase oprane. Jaz se dobro počutim, če odtečem 10 km na Golovec pa nazaj. Jaz se dobro počutim, če se dobro s kremo namažem. Jaz se dobro počutim, če kupim dober parfum in se našpricam in mi reče, kako ti božansko dišiš. Jaz se dobro počutim, ker imam lepo spodnje perilo. Noben ga ne vidi, jaz ga vidim. Jaz to vem. To se mi zdi, da nas dela ženske. Tistih mojih 15 minut v kopalnici, noben ga ne zanima, kaj jaz takrat delam. Jaz, ko pridem ven, je to. Zdaj, verjeten partner, ko ga imaš, se tega navad in niti ne opazi več, da ti dišiš. Ampak jaz sem človek, ki zelo veliko sama poudarja, ne? In moja nona je vedno rekla, dobra roba se sama hvali. In jaz pol sama pridem do Matjaža in rečem, no, a ti danes kaj posebnega dišim? Ne, včasih dobim nazaj dober odgovor, včasih me pa sam pogleda, pa kakor zavrtijo z očmi. Jaz doma itak veljam za enega pajaca, ampak jaz vidim, da je mojim otrokom to všeč. Jaz rada poskrbim, da se smejemo, da se počnejo neumnosti, ker je življenje, spet poudarjam, tako kratko, da je res neumnost, da se bom ukvarjala s temi drobtinami, ko jih je glihkar po tleh stresu, ker sem si zato nabavila sesalčke, k metla in ga sam takoj vklop, imamo itak že skozi vklopljenega, sam pometam te drobtine in adijo in se ne ukvarjam več. Čevlji, ki so na hodniku, so me včasih tudi motili, zdaj jih primam, jih dam v omaro. Ne bom ga naučila, da bo čevlje za sabo pospravljal. Matjaž naredi pa nekaj drugega. Poskrbi pa, da imam gume zamenjane, da imam vinjeto, ko sploh ne vem, vse on poskrbi, kar se avta tiče. In potem si reče, le Metka, čevlje boš pospravljala, te omaro, ko jo ni zaprl, jo boš porilna sama in to.
Gospodinjska opravila opravljaš doma vse sama ali imaš kakšno? Ne, vse upravljam sama, jaz izhajam iz majhnega kraja in jaz sem tega navajena. In če vprašaš mojo mamo, ki je tako pametna in ona mi reče, Metka, pa zakaj si ne najdeš ene pomoči? In jaz rečem, a se ti hecaš? Ti meni to govoriš, a ona ima bajto v 3 štukih, stara je 83 let, ni prav briljantnega zdravja. Pa včeraj sem prišla in jo dobim na lojtri, ker je pač mogla nujno zavese oprati. Ona sama. In ne pokliče za pomoč, ampak ti bi pa lahko imela, ne? Ne pokliče za pomoč s tem, da sva obe bile v hišini, jaz in moja sestra, ampak ne. Ker ena je bila na vrtu, jaz sem bila gor, ker sem neke druge stvari urejala, ni mogla 5 minut počakati, to je pa bik, ker se ona odloči takrat. Pa je rekla, ne, se je v redu, se zmoram. Sem rekla, mami, slučajno, če padeš, pa pol imam več dela s tabo, kakor če sama te obesem, ampak ne, ona to zmore in ona to mora. Katero opravilo gospodinjsko najmanj rada opravljaš? A veš, kaj ne znam? Pa res ne znam. V stroj pomivalni zlagati. Jaz zložim noter 5 krožnikov, 3 lonce, 10 kozarcev in zame je stroj že poln. Moj Matjaž pa zloži 2 omare, ker sistematično noter zlaga. Jaz to ne znam. Si mogoče se premalo z Lego kockami igrala kot otrok? Ne, Lego kocke sem oboževala, ampak to stroj mi ne gre in zdaj, ko vem, da to Matjaž obvlada, mi sploh ne gre. Tako da to upravlja on. Jaz pomijam posodo, je pa res, da jaz tako posodo splahnem, preden gre v pomivalni stroj, da noben ne ve, ali je čista noter ali umazana. Da bi jo lahko dala tudi že malo v omaro. Tako. Metka, najlepša hvala, da si prišla, hvala za super pogovor, zdaj pa veselo na delo naprej, ampak treba se je pa tudi ustaviti. Hvala ti.